o tej empatiji bolj ciljano, vse to se namreč kaže tudi pri branju, skupnem, na učinek skupnega branja, na razvoj empatije in pa teorije uma. Jaz sem prej omenila, skupno branje ima širše učinke, rekla sem, da bomo mi danes govorili več o učinku na to socialno-čustveno področje in že prej, zdaj so samo še enkrat pravzaprav zato, da se uvedemo na štetje, tisti elementi socialno-čustvenega vidika razvoja, na katere lahko branje zlasti neposlovnih besedil, čeprav izjemoma lahko tudi realističnih besedil, vpliva. Torej, empatijo, teorijo uma, razumevanje izražanja čustev, smo rekli, razvijanje socialnih spretnosti. Zdaj, otroške knjige in otroške revije, gledano na splošno, kako vplivajo na empatijo, če smo zdaj samo pri otroških knjigah in ne širše, otroci, ki veliko berejo sami, prej so jim pa odrasli brali, mi smo zdaj v obdobju, ko jim še odrasli berejo, predšolskim otrokom, praviloma bolje razumejo čustva drugih. Torej, to je ena splošna ugotovitev, povezana z empatijo in je vezana na občo zakonitost branja, skupnega branja in pa samostojnega branja. Druga taka zakonitost je, da branje pogosto naredi skupno branje ali branje, pogosto naredi bralca oziroma poslušalca, če govorimo o skupnem branju, bolj empatičnega. Zakaj ga naredi bolj empatičnega? Ker je toliko odnosov, če je pravilno, bomo kasneje videli zbrano besedilo, če so zgodbe pisane upoštevajoč vse to, kar sem prej govorila o razvoju empatije, potem je seveda nemogoče, da bi skozi to zgodbo, ki jo otrok posluša ali pa kasneje sam bere, se prebil, da bi se uživel v podobe, ideje, misli teh drugih junakov in bi bil zato mnogo bolj empatičen. Torej, bolj razumejo čustva drugih, so bolj empatični.